Wow, res je noro. Zre se ga že, ko priletiš na Tenerife, El Teide, najvišji vrh ne samo tega otoka, ampak kar Španije, 3718 metrov, in pa sosednji Pico Viejo, 3100 metrov, katerega bi rad osvojil danes, seveda peš, ne z gondolo. Gondola gre na El Teide do 3400 metrov. Tole z te uravnave Las Cañadas iz stare kaldere na 2000 metrih. El Teide je pravzaprav tretji najvišji vulkan na svetu, če gledamo višino od morskega dna, 7500 metrov. Za vzpon do kraterja je potrebna dovolilnica, te so rezervirane 3 mesece vnaprej, tako da je nisem dobil, ker sem se za tole potovanje odločil približno pred 1 mesecem. Grem torej na El Pico Viejo po peš poti 23, štartal bom tole pri Roques de Garcia. Zgančas, prvotni prebivalci Tenerifev so ga poimenovali Bela gora, Teide, kjer je pogosto prekrit snegom. No, to zimo snega še ni videl, danes je kar pošteno vroče, pa sem se pripravil za temperature tik nad lediščem, flis, jakna, kapa, rokavice, no, na koncu so še dolge hlače preveč, vsaj za zdaj. Po tako divji vulkanski pokrajini sem nazadnje hodil na Islandiji. Poglejte tudi tisti video. Prvih 20 minut je položnih, zdajle pa že 1 ura zložnega vzpona po kamnitem terenu. Po 2 urah in pol, še 7 telih tabel na poti 23. Wow, kakšen pogled na krater vulkana Pico Viejo. Tole je najvišja točka, 3100 metrov in še nekaj. Izvrsten pogled je ne samo na krater, tudi navzdol proti sosednjim otokom, na La Palmo, Gomero, na El Hierro in seveda navzgor proti najvišji točki Španije, na El Teide. Za tale vzpon sem potreboval 3 ure in 15 minut, morda se malo bolj diha zadnje pol ure, sicer pa ni tako zelo zahtevno, ni tiste hude strmine. Je pa kar dolga, 7,5 km in pa 1000 višinskih metrov. Wow, res je noro.
Na pobočjih Tejda je bujen borov gozd, najbolj mogočen pa je tale Pino Gordo. 700 do 800 let naj bi imel, visok je 45 metrov, obseg debla pa 9 metrov. Tale je pa še višji, 56 metrov, Pino de las dos Pernadas. V Narodnem parku El Teide, ki je z 19.000 hektarji eden največjih v Španiji, v dolini danes oblaki, tule zgoraj na 2000 metrih pa znova sonce in pogled na El Teide in Pico Viejo. Ob cestah ne manjka razglednih točk, tam so tudi izhodišča za številne pešpoti, krajše ali daljše, 38 jih je. Je aktiven vulkan, zadnji izbruh pa je bil leta 1798. Tale lava je ravno iz tistega izbruha, ki se je začel na pobočju Vieja. Po pešpoti številka 18, 2,2 km na tole razgledno točko, na celotno kaldero, na Pico Viejo, na Tejde, del poti gre tudi po lavi. Wow, še en nor pogled na Tejde in Pico Viejo. Vidijo od spodaj Roques de Garcia.
Še enkrat nad oblak, na sonce, na El Teide, iz severnega dela iz lagune, nato pa se bom spustil navzdol proti Orotavi na zahodni del otoka. So pa ta severna pobočja veliko bolj zelena, ker je več oblakov, več vlage. Tale borov gozd mi je res všeč, pa da vidim še ob jutranjem soncu pogled proti vulkanu El Teide. Jutranji pogled z miradorja Čipeke proti El Teidu, ki je lepo obsijan s soncem, sicer je tule zvečer ob sončnem zahodu ogromno ljudi, pod mano pa morje oblakov, samo pri Puerto de la Cruz so se oblaki malo pretrgali. Mirador La Tarta je tudi zelo kul, pa ne le zaradi pogleda na El Teide, ampak ker so se tu ob gradnji ceste, ki se vzpenja na 2000 metrov, razkrile tudi plasti vulkanskih izbruhov, od svetlejših, bolj poroznih, ko je le šprical piroklastični material, pa do teh tipičnih bazaltnih s črno in rdečo lavo. Ne pozabiti lopatke, tule v Minas de San Joseju kot v enem velikem peskovniku. Teide se vidi z vseh koncev otoka, običajno tudi tule iz Orotave, z tega čudovitega parka, ampak ni vedno Tenerife sončen. Že drugi dan zaporedjo, nizka oblačnost nekje med 1000 in 1500 metri, nad oblaki sonce, nekaj vetra in 20 stopinj Celzija, v oblaku 10 stopinj, ob obali okrog 15. Ampak Tenerife ni samo Teide, še veliko zanimivih kotičkov ima za prave popotnike. Te vam pokažemo v naslednjem videu. Kmalu naročite se na moj kanal, da ga ne zamudite.